Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Marjete, kjer je pred nami obračun 12. kroga prve lige medobčinske nogometne zveze Maribor, obračun med ekipama domače Marjete in pa gostujočih Radl. Nogometaši obeh moštev so že na travnati površini športnega parka v Marjeti, preden pa začnemo čisto. Streljal bo, mislim, da Domen Kočevar. Kočevar iz oči v oči z Nikom Keglom, uspešen je bil domači napadalec in rezultat je 1-0 v korist Marjete. Kegl je sicer pravilno uganjal smer, kam bo žoga šla, vendar reakcija gostujočega vratarja ni bila dovolj dobra in Marjeta torej vodi z rezultatom 1-0. Obetav polproti napad zdaj za Marjeto. Lučo Kočar. Kočar zelo lepo podal v sredino, kjer je slabo reagiral Nik Kegl. Zabil pa je tam potem, mislim, da Aljaž Kovačič. Hitro so torej domači povedli z 2-0, Aljaž Kovačič pa je bil tisti, ki je na koncu žogo poslal v mrežo. Predtem so sicer nogometaši Marjete zmagali s 3-1 doma proti Malečniku. Kočar je zdaj poslal žogo v kazenski prostor, pa Kočevar. Kočevar ob Mozerju, Kočevar z lepo podal v sredino, kjer je do strela prišel Aljaž Kovačič in rezultat je že 3-0 v korist rdeče-belih iz Marjete. A tale štart v tekmo za Radlje se spreminja v pravo malo katastrofo. Načel z Lučotom Kočarjem. Bijol je zdaj svoj žogo, Bijol je prišel do strela in Andraž Bijol je zdaj dosegel izjemen zadetek. Rezultat je 4-1, že 5. zadetek smo videli v tem prvem polčasu. Takole samo s pogledom žogo pospremil Damjan Prinek in Andraž Bijol je torej prišel do svojega 6. zadetka v tej sezoni. Nino Franci prodira, na desni strani je Kolar. Kolar z ostro podal v kazenski prostor, do strela je prišel Kočevar, strel je bil blokiran, no Kočevar pa je potem žogo vendarle poslal za hrbet Nika Kegla in poskrbel, da je v mreži Radl zdaj odjeknila petarda. 5-1 torej v 80. minuti tega srečanja, vendarle smo dočakali zadetek tudi v drugem polčasu te tekme v Marjeti. Stopinšek prav do Kočevarja. Kočevar teče po levi strani. Hitrejši je bil od Jona Belšaka, no na koncu pa na pravem mestu Žiga Grešovnik. Staš Petrovič lepo za Nina Francija, ki je žogo imenitno prepustil Kolarju. Obranil je sicer Kegl. Žoga pa je prišla do Nina Francija, ki je zdaj zabil 6. zadetek za Marjeto. Pol ducata golov torej. Kolar proti Kočevarju, lepo je ponovno Kočevar prišel mimo čuvajev. Kočevar lepo v kazenski prostor, kjer je bil Nino Franci, do strela pa potem Luka Stopinšek in še on se je vpisal na listo strelcev in zabil 7. zadetek za ekipo Marjete. Tudi Stopinšek je zdaj prišel do svojega 3. zadetka v sezoni. Definitivno. Po prejšnjem porazu, ki je bil zelo boleč, smo rabili to tekmo, da se dignemo in preostala so še 2 kroga, tako da upamo, da bomo to igro prenesli še za zadnje 2 tekme. Ja, bilo je verjetno čist zgoraj prvo mesto, vendar postopoma. Treba gledati iz tekme v tekmo.
zdaj nas čakajo še 2 tekme, pol pa še 11 tekem v naslednjem delu sezone, tako da še veliko točke v igri, nič ne bi se prenaglo glede mesta. Definitivno bomo katerega igralca še pripeljali. Važno je, da se priprave zgodaj začnejo in da se ekipa še bolj poveže, ter da naredimo dobre pripravljalne tekme in dobro začnemo spomladanski del. Ja, žal smo mogoče v obrambi malo slabše stali, tudi na momente mogoče ni bila prava motivacija v ekipi. Jaz mislim, da vseeno v drugem polčasu, ko smo prišli iz slačilnice, se je 20 minut poznalo, da lahko igramo, ampak jaz jim priznam, igrajo zelo lep nogomet, pa jaz mislim, da so čisto zasluženo zmagali. Ja, sigurno. Gremo na čim večji izkupiček točk v zadnjih 2 kolih, ja. Jaz mislim, da povezani smo, čeprav mogoče nam včasih malo kaj zmanjka, glede ukrepitev pa je bolj v vodstvu kluba, to pa jaz sam ne vem.